Baron Andrej Čehovin, rojen v zaselku Dolanci v občini Komen, je kljub temu, da je izhajal iz skromne kmečke družine, zgradil naravnost osupljivo vojaško kariero. V času revolucionarnih vrenj, ki so leta 1848 zajela praktično celotno staro celino in odmevala tudi v naslednjih letih, je kot edini častnik v vsej zgodovini avstrijske armade prejel vsa 3 najvišja odlikovanja za pogum in bil povzdignjen v barona. Brez vsakršnega dvoma lahko torej trdimo, da je bil baron Andrej Čehovin sinonim za pogum, odločnost in vztrajnost. Vrednote, h katerim stremijo tudi v Slovenski vojski, zato k mikrofonu prijazno vabim podpolkovnika Braneta Tušarja, predstavnika poveljstva sil Slovenske vojske. Dober večer, spoštovani vsi zbrani. V veliko čast in zares veselje mi je, da lahko v imenu Slovenske vojske, celotne Slovenske vojske, nagovorim tako številno občinstvo, ki se je danes zbralo v predstavitvi te knjige. V Slovenski vojski se trudimo ohranjati spomin na vse velike vojaške osebnosti obeh spolov v naši celotni zgodovini, ne samo zadnjih 30-35 let, ko obstajamo kot Slovenska vojska. To se trudimo predvsem skozi vojaško šolstvo, kjer ohranjamo med drugim tudi spomin na slavnega barona Čehovina in tudi skozi vojaško muzejsko dejavnost. Zelo nas pa veseli, da imamo v slovenskem prostoru institucije in posameznike, ki to delajo na tako zelo profesionalen način, kot dela Park vojaške zgodovine, in zato mi je tudi res osebno kot ljubitelju vojaške zgodovine in ljubitelju knjig posebno veselje, da to knjigo sem že dobil, že prebral in to s posvetilom enega od avtorjev. Hvala vsem in prijeten večer želim. Čas je, da se posvetimo osrednjemu delu nocojšnjega dogodka. Avtorja knjige, magister Janko Boštjančič in dr. Pavel Car, nam bosta predstavila njeno vsebino, ki zaokroža dolgoletna prizadevanja za oživitev spomina na izjemnega rojaka. Pred 4 leti sta namreč Park vojaške zgodovine in podjetje Guardiaris poskrbela za obnovo spomenika barona Andreja Čehovina v Badnu pri Dunaju. Leta 2025 pa je muzej ob 170-letnici Čehovinove smrti organiziral spominsko slovesnost v njegovi rojstni vasi. Ob tej priložnosti je nastala tudi razstava, ki osvetljuje Čehovinovo življenje. Krona prizadevanj, da bi bili njegovi dosežki iztrgani s ponam pozabe, pa je izid knjige. Naj bo dovolj za kratek uvod, več nam bosta namreč povedala avtorja. Hvala Nika za ta lep uvod, hvala podpolkovnik Tušar za nagovor v imenu Slovenske vojske, seveda hvala pevkam za krasno odpete 2 pesmi. Pa pejmo kar vsebino. Torej, med najslavnejše može, koliko jih je rodila slovenska mati,
Po pravici spada cesarsko-kraljevi stotnik Andrej baron Čehovin. Je v koledarju družbe svetega Mohorja zapisal Čehovinov življenjepisec Janko Leban tik pred koncem 19. stoletja. Razburkano 20. stoletje je slavnega častnika pahnilo v pozabo. Danes za barona Čehovina le malo kdo ve, mnogi, ki so zanj sicer slišali, pa ga ne znajo umestiti v pravo zgodovinsko obdobje. Prav zato je, kot je že Nika rekla, smo ob 170-letnici njegove smrti pripravili razstavo. Okrogla obletnica se nam je zdela prava priložnost, da oživimo njegov spomin, na nek način obrišemo prah z njegovega spomina in ga spravimo v slovensko zavest. Po drugi strani pa smo želeli s razstavo in knjigo obuditi tudi spomin na prvo vojno za neodvisnost Italije v letih 1848-49, ker gre za prvo etapo dobrih 100 let trajajočega dogajanja, katerega rezultat je na nek način današnja državna meja med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. Čeprav se je ta prva etapa odvijala zelo daleč od našega narodnostnega ozemlja, se je takrat v Lombardiji in Venečiji borilo veliko slovenskih fantov, bitke pri Kustolci, pri Novari, feldmaršal Radecki so postali del našega kolektivnega nacionalnega spomina. Na Laškem teče rdeča kri, da bi gnala mlinske kamne, se začenja ena od naših ljudskih pesmi. Ali pa tam za turškim gričem so v tistih letih peli kot tam za laškim gričem. Tako, toliko za uvod. Braniška dolina leži med Vipavskimi brdi, ki na zahodu obrobljajo Vipavsko dolino in Krasom. Oblikovali sta jo hudourniški potok Raša in reka Branica. Dolina je nekoliko odmaknjena, manj poznana, ampak tam v Gornji Branici leži zaselek Dolanci, tukaj vidimo izsek iz francisejskega katastra, ki je bil izrisan v bistvu prav v mladostnih letih Andreja Čehovina. Tukaj pri Rokčevih v Dolancih se je 26. avgusta 1810 očetu Marku in mami Mariji rodil sin Andrej. Drejča so ga klicali domačini, imela sta 7 otrok, to je izpis iz statusa animarum, in Drejče je bil 3. rojeni. Mama Marija je bila v Dolance priženjena iz bližnjih Goč, njen brat Andrej Uršič je bil pa v letih 1819 do 1825 župnik v Postojni. Prav on je prepoznal fantovo bistrost in sestro nagovoril, da je fanta treba dati v šole. Drejče se je tako preselil k stricu v Postojno in tam v letih 1822 do 1827 obiskoval ljudsko šolo, potem pa nadaljeval šolanje na gimnaziji, prvi 2 leti v Gorici, potem 1 leto v Novem mestu, 3. letnik, 4. letnik je pa vpisal v Ljubljani, a ga ni končal. Imel je strastno željo, da postane vojak. Bil je sicer slabotne postave in je bil na komisiji najprej zavrnjen, kljub temu pa je vztrajal in ne glede, da sta temu nasprotovala oče kot vsa žlahta, je bil leta 1831 sprejet v cesarsko vojsko. Sam si je želel pehoto, a glede na to, da je imel že skoraj končano gimnazijo, bil za takrat visoko izobražen, bil vešč matematike, drugih ved, so ga dodelili topništvo. Avstrijsko topništvo je že v drugi polovici 18. stoletja se je moderniziralo in postalo najelitnejši del avstrijske vojske. Recimo sam Napoleon kot artilerijski častnik je avstrijsko topništvo vedno postavljal kot zgled. In tudi v Čehovinovem času je topništvo v cesarski armadi obdržalo ta sloves elitnega roda vojske. Kot podtopničar, unterkanonir, je bil tako dodeljen 4. topniškemu polku. Predpostavljeni so prepoznali njegove sposobnosti in so ga kmalu poslali v počasniško šolo. V letih 1835 do 1841 je bil skupaj z najbolj obetavnimi topničarji in počasniki poljske artilerije deležen šolanja v bombardirskem korpusu, kar je pomenilo neko elitno šolanje. Bombardirski korpus je bil ustanovljen že v času Jožefa II. In šlo je res za temeljito, poglobljeno izobraževanje v vseh s topništvom povezanih naravoslovnih vedah, vsem drugem, kar je bilo potrebno za popolno in temeljito poznavanje topniške umetnosti. Leta
1847 je dosegel čin nadokničarja, to je bil najvišji počasniški čin pri topništvu in postal namestnik poveljnika druge konjeniške baterije. Obstajala verjetnost, da je dosegel že vrhunec kariere in da se bo v tem činu postaral, na tem položaju upokojil. A leta 1848 se je začela vojna v Italiji in z njo ta Čehovinov bleščeč karierni vzpon. Mogoče samo pojasnilo še, konjeniške baterije so v avstrijsko vojsko uvedli v ponapoleonskem obdobju, da bi dosegli čim večjo mobilnost in operativnost topništva na bojišču. Vojaki in častniki konjeniških baterij so morali biti vešči ravnanja tako s topovi kot s konji. Imeli so v bistvu dvojno vojaško usposobljenost in zato zelo zahtevno šolanje. Kot problem konjeniških baterij se je potem v praksi izkazalo prav to, da je v vojni, da so padle, ranjene vojake zelo težko nadomeščali. V konjeniški bateriji je bilo običajno 6 funtnih topov, ki jih so jih vlekli po 3 pari konj. V bateriji je bilo tako čez 200 vojakov in blizu 100 konj, tako za občutek. Apeninski polotok je bil v ponapoleonski dobi spet razdeljen v več manjših držav. Ves čas so se vrstili nemiri, zahteve po ustavni ureditvi, odpravi fevdalnih razmerij, liberalizaciji v posameznih državah. Te zahteve so se vse bolj mešale z zahtevami po združitvi Italije. Avstrijski cesar, ki je vladal v Lombardiji in Benečiji, je bil pa zadolžen, pooblaščen po sklepih Dunajskega kongresa za zagotavljanje obstoječega reda. In avstrijska vojska je tako večkrat intervenirala in brezkompromisno zatrla revolucionarne in irredentistične upore vzdolž Apeninskega polotoka. Ampak revolucionarno vrenje, ki se je začelo z revolucijo v Parizu februarja 1948, se je kot požar razplamtelo širom Evrope in že 13. marca je revolucija zajela Dunaj. Minister knez Metternich, ki je bil simbol tega konzervativnega reda, je moral odstopiti in v naslednjih dneh so se začeli nemiri v Budimpešti, v drugih mestih, tudi pri nas v Ljubljani. Že 17. marca so novice o odstopu sovraženega kneza Metternicha prešle tudi do Milana, glavnega mesta Lombardije, kjer pa so nemiri zelo hitro dobili povsem druge dimenzije, prerasli so v množičen upor proti avstrijski okupaciji. Napadi na avstrijske vojake so se stopnjevali, problem je postalo tudi dezerterstvo vojakov italijanske narodnosti. Poveljnik cesarske vojske v Italiji je bil takrat feldmaršal Radecki, ki je hitro spoznal resnost situacije, v kateri se je znašel svojo armado in zaukazal umik iz Milana, to je premik armade proti vzhodu. Armada se je premaknila v ta tako imenovani trdnjavski štirikotnik med trdnjavami Peschiera, Verona, Mantova, Legnano. In tu je nameraval konsolidirati armado in jo pripraviti na ofenzivno delovanje. Od tu je bilo tudi prek Obgardskem jezeru, prek južne Tirolske, mogoče povezave s središčem cesarstva. Ob vsem tem dogajanju pa ni šlo le za notranje politični problem v avstrijskih deželah, kot rečejo, da ima hudič mlade, jih ima dosti. In torej v teh težavah Habsburške monarhije in uporu svojih sonarodnjakov v Lombardiji in Benečiji je svojo priložnost prepoznal sredinsko-piemontski kralj Karel Albert I, ena ključnih osebnosti 19. stoletja na Apeninskem polotoku. Njegovo kraljestvo je obsegalo več vojvodin kneževin na Apeninskem polotoku s središčem v Piemontu, z glavnim mestom Torino. Kraljestvo zato pogosto poenostavljeno imenujemo piemontsko in njegove vojake piemonteze. Kralj Karel Albert I je bil nekakšen nosilec in simbol ideje o združitvi Italije, zato se ga je prijel vzdevek Meč Italije
In glede na to priložnost, ki se mu je takrat ponujala s to revolucijo v Milanu, šibkostjo Avstrijskega cesarstva zaradi revolucije, ni odlašal in je že 23. marca 1848, to je vsega 10 dni po začetku revolucije na Dunaju, napovedal vojno Avstriji. Tako, zdaj bi pa prosil dr. Pavla Carja, soavtorja, da predstavi svoj del. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, hvala Jankotu za to prvi del tega predavanja. Torej, v vojni smo. Pride odločilna ura, ki je pravzaprav Andrej Čehovin verjetno čakal vse življenje, da se je lahko izkazal. Kot je rekel moj predgovornik, če ne je bilo te vojne, bi se najverjetneje Čehovin upokojil kot podoficir in zanj pravzaprav niti ne bi kaj dosti vedeli. Ne bom se spuščal vse detalje vojne za Italijo, ker nimamo toliko časa. Nekaj časa so se Avstrijci umikali, potem pa je Radecki tam nekje v začetku maja zmagal pri eni majhni bitki pri Santa Luciji in se potem začel prodirati proti vzhodu, odnosno proti zahodu, proti silam Piemontskega kraljestva. Obe vojski so bili približno izenačeni. Italijani so imeli 65.000 mož približno, Radecki je imel približno 70.000 mož, se pravi vojske so bile izenačene, ampak Avstrijci so imeli izjemno slavnega in sposobnega vojskovodjo. Moramo upoštevati, da Radecki je bil takrat star 81 let. Še vedno čiv, sposoben, nabiral se izkušnje že v napoleonskih vojnah, on je bil eden izmed strategov velike mednarodne zmage v bitki pri Leipzigu, v bitki narodov. Radecki je takrat izdelal načrt, kako se polotiti Napoleona in pod njegovim poveljstvom so se Avstrijci pognali v začetku maja na zahod proti Piemonteški armadi. Kot je že gospod Boštjančič omenil, Avstrijci so bili v težkem položaju. Vojska je bila razdrobljena, razne mestne posadke so bili po različnih italijanskih mestih, kjer se je zbralo veliko število nekih revolucionarjev, meščani so se upirali, zato je Radecki vso svojo armado skoncentriral v tem trdnjavskem štirikotniku in se potem podal proti napadajočim Piemontezom. Ta vojna je izgledala približno tako, kot so izgledale napoleonske vojne. Vojaki so se postavili v dolge vrste, bataljoni so se postavili v kolono po 3, čez celo bojišče, obstreljevali sovražnika in vsak je poskušal najti v sovražnikovi liniji šibko točko, prebiti črto in ga potem nekako razpršiti. To so poskušali ali s pehotnim napadom, ali s topniškim napadom, ali s konjeniškim napadom. In dober vojskovodja je tisti, ki je znal nekako ugotoviti, kje bo sovražnik popustil, preden je sovražnik to opazil. No, nekaj mogoče še v Čehovinovem prizadevanjih, odnosno taktiki, ki jo je uporabljal praktično v vseh bitkah. Čehovin je bil topniški počasnik, topničari so takrat streljali z 2 vrstama streljiva. Ene so bile krogle, lito železne krogle, nekatere polnjene s smodnikom, krogla je pač letela nekje med 800 in 1000 korak in pol eksplodirala ali ne eksplodirala, odbila se lahko tal in letela naprej, ni pa naredila prav veliko škode. Drugi tip streljiva je bil pa tako imenovani kanister s kroglicami, ki ga vidite tukaj na sliki, recimo, bili so kanistri, ki so se stavili v top in ustrelili in to je imelo pravzaprav neke vrste šiblovka velika. Kroglice, ki so prišle iz topa, so se takoj razletele. V tem kanistru je bilo recimo 12 večjih kroglic ali 144 majhnih kroglic ali kombinacije ene ali druge. Ampak, da bi s temi kroglicami lahko streljal uspešno, si se mogel pehoti približati. In točno to je Čehovin naredil. Prva bitka, ki je bila, prva bitka, ki je bila, smo rekli, je bila bitka pri Montanari 29. maja 1848. Avstrijci so prodirali proti piemontskim četam, od zjutraj do poldne so bili brez podpore topništva in so bili odbiti.
Šele okoli 12.1, ko je topništvo prišlo na bojišče in podprlo pehoto, so Avstrijci začeli prodirati. Tukaj se je izkazal Čehovin. Kaj je naredil? On je bil poveljnik pol baterije, kot častnik, imel je 3 topove, konjeniška baterija. Skokoma je svojo baterijo pripeljal do bližine Italijanov na 400 korakov, jo obrnil čim prej in začel streljati. Streljati s tistimi kanistri, s tistimi kroglicami na 400 korakov je tako Italijane začel obstreljevati, da so italijanske pehotne sile počasi začele omahovati in se podale potem v umik. Tukaj je bila pa velika nevarnost. Na 400 korakov so te lahko tudi pehotni vojaki nasprotnika streljali po tebi. In okoli Čehovina so njegovi topničarji začeli padati en za drugim. Čehovin je imel, prvič je bil noro pogumen, da se je to upal, drugič je imel noro srečo, da je ostal živ. Medtem ko so njegovi tovariši padali, njega krogla ni zadela. Če bi ga zadela krogla, danes ne bi bili tukaj, verjetno, nihče ne bi o njem nič vedel. Čehovin oslabi italijansko topništvo, italijansko pehoto, Avstrijci pritisnejo in Italijani se začnejo umikati in zvečer 29. maja so zasedli vas Montanaro. Čehovin je bil odlikovan z srebrno medaljo za pogum. V tistem času imela avstrijska armada 3 odlikovanja za pogum. Viteški križec Marije Terezije, ki bo namenjen samo častnikom, tudi tega bomo prišli kasneje. Za počastnike so bile pa 2 medalje, srebrna in zlata, ki jih je ustanovil cesar Jožef II. 1878 in so bile dosti redko podeljevane. No, Čehovin takoj dobi to medaljo, vojna teče naprej. To je cesar Ferdinand, ki je te medalje ustanovil in medalja ima, pravzaprav ta nima lik Ferdinanda, ta ima lik Franca Jožefa, kar je dosti nenavadno. Ne vemo točno, kaj se je zgodilo, Čehovin bi moral dobiti medaljo z likom cesarja Ferdinanda, ki je takrat vladal, vendar na obeh upodobitvah, ker so medalje jasno vidne fotografiji in skici, nosi to medaljo. Medaljo, ki se je delila okoli leta 1850. Verjetno je on svojo medaljo izgubil nekje, zaprosil za nadomestek in ker mu niso imeli več medalj starega cesarja, so mu dali novo. Jaz sem najprej, ko sem videl komplet teh medalj, sem rekel, tukaj pa nekaj nitko, kar bi moralo biti, ampak slike dejansko potrjujejo, da je Čehovin že leta 1952 nosil medaljo z podobo Franca Jožefa. No, vojna gre naprej, v bitki pri Montanari, ki se je godila že nekaj dni kasneje, so se Avstrijci zopet spopadli z Italijani. Tukaj vidimo na sliki feldmaršala Radeckega, ki pozdravlja svoje vojake, ki grejo v boj. Tukaj so bataljonske kolone, ki korakajo proti Italijanom na eni in na drugi strani. Italijani so v bližini tega mesta in tisti, ki je prvi popustil, tisti je v bistvu izgubil. Lahko opazite, da so Avstrijci imajo bele uniforme, to tudi ljudska pesem poje, ko boš nosil sukno belo, takrat so nosili bele uniforme. Sicer so se pa umazali, ampak kljub temu. No, Čehovin, ravno tako so Avstrijci prišli do italijanske pehote in niso mogli naprej. Čehovin je bil poveljnik pol baterije, s to svojo pol baterijo je spet zdirjal, bil je konjeniška baterija, zdirjali so naprej, prišli do Italijanov, obrnili topove na brzino, začeli streljati, obsuli italijansko pehoto z tistimi kroglicami, vendar so italijanski topničarji in pešči streljali nazaj. Čehovinov poveljnik, poročnik Pavel je padel, baterija ostane brez poveljnika. Čehovin se ni zmedel, zajahal je konja in iz konja poveljeval svoji bateriji, kam streljati, kako streljati. Topovi so takrat lahko streljili približno 2krat na minuto. Treba ga je bilo nabiti. Najprej od spredi so zaporani. Najprej z eno moko gobo ščistiš cev, da ostanejo, da pogasiš ostanke kakšnega starega izgorelega smodnika, potem nabašiš smodniški naboj, potem daš noter kroglice ali pa kuglo, 2krat, 3krat nabiješ z nabijačem, nasuješ smodnik tam
eno tako luknjico, ki je povezana dol s smodniško komoro in prižgeš. Zato rabiš približno 30 sekund, če si izvežbana seveda baterija, Čehovinovi topničarji so bili izvežbani, Italijani so začeli popuščati, ne glede na poročnik, poveljnik baterije padel, je Čehovin uspešno vodil svojo baterijo in bil čez nekaj dni odlikovan z zlato medaljo za pogum, visoko odlikovanje, redko podeljevano. No, zdaj vidite tukaj medalja nosi poprsje cesarja Ferdinanda, ki je takrat vladal. In spopad se kar nadaljuje naprej. Zadnja bitka v tem delu vojne je bila bitka pri Somakampanji. Spet so Avstrijci napadali, Italijani so se branili in Čehovin naredi običajno zadevo. Svojo baterijo zdilja naprej in obsuje Italijane z kartečami. Zbral je dosti dobro mesto na enem hribčku, tako da ga Italijani niso mogli lahko napasti. Sta pomagala pa mu je, ali pa kot recimo za varovanje je bila en bataljon lovcev, lovci so bili lahko oborožena pehota, taka neravno strelna črta, ki ga je ščitila, vendar je bil italijanski napad tako močan, da so se tele lovci začeli počasi umikati nazaj. Čehovin je pa sam ostal na tistem hribčku. Lahko bi se umaknil, pa se ni. Ko so se Italijani približali, piše v poročilu, da je začel z morilskim ognjem, spet tistimi kanistri s kroglicami obsul italijansko pehoto, da se v končni fazi umaknila in Čehovin je ostal zmagovit na tem polju. Njegov poveljnik je bil podmaršal D'Aspre in je rekel, da je to izjemno čudovito in pogumno delo in je pol tudi potrdil ta Čehovinov pogum. Italijani so v tem trenutku se čutili tako oslabele, da je cesar Karel Albert prosil za premirje. Že naslednji dan po bitki pri Somakampanji je bilo sklenjeno premirje in obe vojski sta se umaknili vsaka na svoj konec. Karel Albert se je zavedel, da italijanska vojska, da se ni ravno izkazala. To je še ena slika iz bitke pri Somakampanji. Te slike so vse približno podobne. Karel Albert je takoj začel z organizacijo vojne, svoje armade. Od poletja 1948 do spomladi 1949 je šolal, regrutiral, vadil, pripravljal se na novo vojsko. Radetski je vedel, da se to z Italijo ni končalo kar tako, da še nekaj sledi, ampak recimo, da so bile vojne takrat mogoče le bolj viteške, kot so danes. Karel Albert je postavil novega poveljnika svoje armade, Poljaka, nekega Vojceha Čerzanovskega, poljskega generala je povabil, da je prevzel poveljstvo na italijansko armado in 12. marca napovedal Radetskemu vojno in sicer je rekel, z 20. marcem se bomo začeli sovražnosti. Se pravi, 8 dni prej bo je rekel, na 20. marca smo spet v vojni. Danes kaj tazga verjetno ne bi prišlo več upoštev, danes se pošle letala, drone, tankovske enote, karkoli. No, Italijani kljub temu, da so oni zbrali moment, kdaj se bo vojna začela, 20. marca je Radetski napadel. Začel plodirati in to Italijane je močno presenetilo, ker tega niso pričakovali. Kako da niso tega pričakovali, ne vem, ampak že 21. marca, se pravi že dan naprej, pravzaprav isti dan so Avstrijci prečkali reko Ticino. General Morino, italijanski general, ki je bil na uni strani, ki je imel dosti solidne čete, namesto da bi poskušal preprečiti Avstrijcom prehod čez reko, Ticino ni velika reka, je dosti majhna, ampak kljub temu, vodna ovira, se je umaknil. Proti poveljem se je umaknil in je pustil Avstrijce, da so mirno prišli proti. Po pravici je povedano, to je koštalo glave, ker je šel na vojno sodišče in so ga obsodili na smrt in ga čez 2 meseca usmrtili zaradi strahopetnosti. Vendar, Avstrijci so prišli čez reko Ticino in 21. marca naslednjega dne so se spopadli pri Novavi. Tukaj se spet Čehovin izkazal.
napadli so mesto Novara, teren je bil izjemno težak, obe dve strani ure in ure niso mogli doseči preboja. Potem je pa polkovnik Benedek, poveljnik enega od avstrijskih polkov, opazil, da en del italijanske linije omahuje, imel je dobre oči in je svojim polkom oddal tja, prebil linijo in do poznega večera so Avstrijci zasedli Mortaro. No, Benedek je postal slaven čez dobrih 15 let. V vojni proti Prusiji od 1866 je bil poveljnik avstrijske armade v bitki pri Kraljevem Gradcu, ki se je končala z strahotnim avstrijskim porazom. In Benedek je izgubil vse junaške titule, ki jih je dobil pri Mortavi 15 let prej, ker se on kljub ukazom, ki jih je imel, ravnal drugače. To je bil največji avstrijski vojaški poraz v zgodovini pravzaprav in tudi največja konjeniška bitka 19. stoletja, ker se je spopadlo 12.000 konjenikov, eden proti drugim. Zanimivo, Čehi so postavili spomenik konju, ne spomenik vlaku, ampak vojaškemu konju. Pred par leti, po 160-letnici bitke, so ga odkrili, konj ranjen leži na polju, vojak njegov ga pa pravzaprav nekako tolaži. Zelo ganljiv spomenik. No, ampak kakorkoli. Tudi tukaj je Čehovin pomagal, isto kot doslej, s konjeniško baterijo, čim bliže sovražnika, obsud s kartečami, sovražnik strelja po Čehovinovi bateriji, Čehovin ostane živ. Italijanska vojska se je umikala proti mestu Novara. Tukaj vidimo Mortara 21. marca, Novara 23. marca. 20 km je razdalja od enega mesta do drugega in 23. marca je bila bitka pri Novari, kjer je pa ta poljski general Čerzanovski, ki se tudi ni, ne vem kako, izkazal. Pri bitki pri Novari pa je Čehovin izvedel svoje pravzaprav največje junaštvo. Imel je 3 topove, pol baterijo, spet je šel blizu italijanskih položajev, Italijani so imeli pa 12 topov. In Čehovin je pravzaprav 2 topova sta bila, en je bil čisto uničen, en je bil poškodovan, da jih ni mogel uporabljati. Z enim samim topom se je boril z 12 italijanskimi topovi. Krogle so padale okoli njega, nekaj časa je celo sam, ker so vojaki padali en za drugim, nekaj časa je celo sam nabijal, stregel topovom, nabijal, streljal in se ni umaknil. V končni fazi so spopadi trajali ves dan in še popoldne, in popoldne so se Italijani umaknili. Čerzanovski vidi, da ne more več zdržati, se umaknejo. Drugi dan kralj Albert prosi za mir, podpiše mir in abdicira, ker je pač izgubil vojno. No in Čehovin po tem junaštvu, tukaj še ena slika, ko vojaki sicer peš vlečejo top proti Mortavi, običajno je Čehovin jahal s konji in Čehovin je na osnovi tega zaprosil za najvišje avstrijsko odlikovanje, viteški križec Marije Terezije. Še nekaj sem prej pozabil povedati. Zadnja bitka 1848 vojni ni dobil odlikovanja, ampak je bil izredno povišen v poročnika. Postal je častnik, ker mu nikoli ne bi uspelo v običajni karieri. Da bi v avstrijski vojski podčastnika postal častnik v mirnem dobu, je bilo praktično nemogoče. Čehovin je v svojih podvigih pripravil tako imenovano hrabostno spričevalo, to je zahteval protokol za pridobitev odlikovanja, kjer je napisal, kaj vse je naredil s svojim topništvom, in to so potrdili častniki, očividci tega, vsak s svojim pečatom, vsak s svojim podpisom, kjer so napisali, ja, potrjujem, da je poročnik Čehovin res tako naredil, in tudi sam vojvoda d'Aspre je napisal, da je to najbolj občudujoče dejanje v topništvu, kar ga zgodovina do zdaj pozna, da se eden sam top spopade z 12 sovražnimi topovi in vztraja v ognju.
In Čehovin je potem, ko so se Avstrijci umaknili, čelo uspel eden od tistih dveh poškodovanih topov rešiti, nekega je skupaj sestavil z enimi kosi, ki so ležali na bojišču in ga uspelo. Se pravi, vrhunska, izjemna akcija. No, to so Čehovinovi nasprotniki, slika prikazuje italijansko topništvo, nič drugače ni bilo kot avstrijsko topništvo, topničar tukaj polni top z nabijačo, potem bojo streljili in streljali so se dosti blizu. Kaj vidiš 12 sovražnih topov, ki strela nate, mora biti verjetno izjemno zoprno občutek. Kako krogle žvižgajo, letijo mimo tebe, padajo okoli tebe, moraš imeti jeklene živce in biti hudičo hraber, oprostite izrazu, da rečeš, jaz bi pa zdaj, dajmo se umakniti. Ampak Čehovin je vztrajal. Še en prikaz ene topniške baterije, velik teh bitk. Pehota juriša v bataljonskih kolonah, takrat so še poveljniki jurišali ta prvi, sablo ven, pa gremo pred pehoto. Konjeniška baterija pa jasno uporablja svojo brzino, da lahko še pred pehoto zavzame nov položaj in obsuje sovražnika z ognjem. No, po bitki vojskovodja, poveljnik Radecki opazuje bojišče. To je slika bojišča pri Novari. Italijani so se postavili v vrsto, poskušali Avstrijcom preprečiti vstop v Novaro. Tukaj nekje pri tem zaselku Labikoka je bil Čehovin, ki je na enem teh gričev postavil svoj top in se obstreljeval s Italijani. Še eno poročilo o hrabrosti o bitki pri Novari. No, to je dopis vojvode D'Aspreja, ki je napisal, da je to eno najbolj dejanj vednih največjega občudovanja v topništvu. In že smo no, to je še ena razglednica, propaganda iz časa Prve svetovne vojne, kjer so Čehovina ravno tako dajali za vzgled kot izjemnega poveljnika in je potem Rdeči križ izdal serijo razglednic, ena je tako zvala tudi boj Čehovina v bitki pri Novari. Sicer italijanskih topov res ne vidimo. Viteški križec Marije Terezije, ta je Čehovinov celo. Najvišje odlikovanje Avstro-Ogrske monarhije, ki ga je cesarica Marija Terezija ustanovila 1757 ob znameniti zmagi za bitko pri Kolinu, da bi s tem nagradila svoje junaške častnike. V statutu je izjemno zanimivo zapisano, zakaj dobi častnik to odlikovanje. Kadar izvrši delo, ki bi ga lahko brez vsake slabe vesti opustil. Se pravi, naredi nekaj, kar mu ne bi bilo treba narediti, ne da bi bilo slabo vest. Izjemno lepo napisano, sicer bolj kasneje še piše, če prvi naskoči pred sobran, če vodi svoje vojake v boj, če reši zastavo, če reši svojega nadrejenega častnika, če v sovražnih vrstah opazi vrzel, izkoristi in prebije in tako naprej. Takrat je vladal cesar Franc Jožef in kmalu po italijanski vojski mu je Čehovin napisal prošnjo. To je bilo edino odlikovanje, kjer si mogel sam zaprositi zanj. Nič ste mogli predlagati, ampak si mogel zaprositi sam. In sicer vaše veličanstvo, najponižnejše prosim za to in to odlikovanje, ker sem navedel to in to in to in prilagam spričevala. Točno je pisalo v statutu, da morajo najmanj 6 častnikov potrditi dejanje in pa poveljujoči oficir. Če ni dovolj častnikov, lahko vsakega častnika zamenjata 2 navadna vojaka ali pa podoficirja. Ampak moraš dati toliko in toliko, potem pa to kapitel reda preuči, če to drži, in če to drži, predloži cesarju v odobritev in podpis. Jurij Vega, ki je zaprosil to odlikovanje, 3 Slovenci so ga dobili v vsej zgodovini. Prvi je bil Jurij Vega, topničar, drugi je bil Jožef Novak, ki je bil pehotni stotnik in tretji spet topničar. Vega je čakal 2 leti na to odlikovanje, 3krat zaprosil, cesar mu ga ni hotel dati. Čehovin ga je bil takoj, v 2 tednih je bilo odlikovanje dano, no, odlikovanje je imelo pravzaprav 3 stopnje.
najnižja stopnja je bila viteški križec, ta mali križec, ki se je nosil na prsih. Okoli vratu je bil komanderski križ, tega so dobili divizijske poveljniki ali poveljniki korpusov in samo najvišji vojskovodje, Radecki recimo je dobil veliki križ Marije Terezije, ki se je nosila lenta preko prsi, na rdeče-belem traku in pa zvezda na prsih. Avstrijski cesarji so vsi avtomatično, ko so bili okronani, so postali veliki mojstri tega redu in vsak avstrijski cesar, ki ga vidite na sliki od Jožefa II. Naprej, nosi običajno rdečo lento in to je viteški križec Marije Terezije, veliki križ. Čehovin je zraven svoje prošnje priložil nekaj teh hrabostnih spričeval, bitka za Mortaro, bitka pri Novavi, bitki pri Soma kampanji, vse je to zbral, napisal in cesar mu ga je, to je njegov podpis, Andreas Čehovini se je pravzaprav podpisal, Unterleutnant, nekje piše, da je bil v drugi konjeniški bateriji. Podelitev tega odlikovanja je bila izjemno svečana. Podeljeval jih je cesar. Protokol je bil do potankosti napisan, kako se to podeljuje. Tukaj vidimo Marijo Terezijo pa Jožefa II. To je prva podelitev. Marija Terezija kot ženska ni mogla postati veliki mojster tega reda. To je postal njen mož, čeprav se odlikovanje imenuje po njej. In ko je kandidat, so temu rekli, kandidat pokleknil pred cesarja, ga je cesar objel, s tem ga je nekako navidezno sprejel v vojaški red Marije Terezije, kot se je odlikovanje imenovalo, in je rekel nekako tako: moj ljubi, sprejmite to odlikovanje kot dokaz vaših dejanj in hrabrosti in še naprej služite verno Avstriji in naši hiši. In potem ga je dvignil, da ni več klečal. Pravi, izjemno ganljiva na nek način zadeva in tisti, ki so dobili to odlikovanje, so bili po moje tudi zelo globoko počaščeni, da te sam cesar objame. Ni bila pa samo čast. Zraven odlikovanja je šlo plemiška titula. Čehovin je postal plemič in pa letna renta v višini 600 goldinarjev, kar bi danes znašalo približno 10.000 evrov na mesec, na leto, tam nekje. Ni bilo veliko, ni bilo malo, ampak Marija Terezija je rekla, s tem bo malo izboljšala svoj položaj našim častnikom. Zelo malo teh odlikovanj je bilo podeljenih in tisti, ki so ga dobili, so bili res veliki junaki. 37. člen statuta tega odlikovanja je pa tudi dovoljeval, da lahko tisti, ki je s tem odlikovan, zaprosi za baronsko titulo. Vitez je bil nižje plemstvo, baron je bil že višje plemstvo. In Čehovin, kot vsi ostali, ne bodi si galen, je napisal že v mesecu cesarju pismo: prosim vaše veličanstvo za baronski naziv, kajti dobil sem viteški križec Marije Terezije, to je cesar to zapovedal, ampak Čehovin ga je na to spomnil in prošnji si mora priložiti grb, osnutek grba. To je grb barona Čehovina, ena trdnjavski stolp, na drugi strani vas, na tem pa leti bel golob z oljčno vejico miru. Zdaj, točno zakaj si je Andrej Čehovin zbral ta grb, ne vemo, nikjer ni razložen. Grb je zgolj opisan, zato ker komisija, ki je te grbe potem pregledovala, ga je lahko odobrila, zavrnila ali pa rekla: malo popravite. Tukaj ni bilo nobenih popravkov, grb je bil sprejem takšen, kot je bil, in Andrej Čehovin je dobil svojo baronsko titulo. To sta dve izmed strani baronske diplome, ki jo vidite tam zadaj, ki jo je gospod Igor Čehovin tako velikodušno posodil, da tukaj stoji. Tudi vsa tri Čehovinova odlikovanja so tam zadaj, ki si jih lahko pozneje ogledate. Baronsko titulo je seveda podpisal cesar Franc Jožef in leta 1949 jeseni je Andrej Čehovin postal baron. No, seveda,
Diploma je izjemno lepo izdelana, ročno narisana, pobarvana, napisana v veliki ledrasti mapi. V mesingasti kapsuli je pa velik cesarski grb. In mislim, da se tukaj moja zgodba konča in se bom spet zamenjal z gospodom Boštjančičem, da vam pove še. Hvala, Pavle, za to lepo predstavitev. Dovolite mi samo par besed o feldmaršalu Radeckem, ki smo ga, že jaz sem ga omenil, Pavle. Torej, feldmaršal Johann Josef Wenzel, graf Radecki, je eden najznamenitejših evropskih vojskovodij vseh časov. Njegova bleščeča vojaška kariera je bila nepredstavljivo dolga, saj je bil v vojaški službi več kot 70 let. Služil je 5 cesarjem, boril se v 17 vojnah, 7-krat je bil ranjen in pod njegovim sedlom je bilo ubitih 9 konj. Tako neverjetno. Slovel je kot zelo urejen, discipliniran častnik, ki so ga visoko cenili njegovi nadrejeni in globoko spoštovali njegovi vojaki, ki so ga pogosto klicali kar oče, ata Radecki. Njegov spomin je postal nesmrten s koračnico Radecki marš Johana Straussa starejšega, ki je nastala prav v spomin na njegovo bleščečo zmago pri Kustoci. Strauss je vanj komponiral melodijo iz stare dunajske pesmi, popevke Alter Tanz aus Wien, ki je navdušena množica prepevala takrat po dunajskih ulicah, ko so zvedeli za zmago pri Kustoci. Slovence in feldmaršala Radeckega veže veliko stvari. Najprej se je v spoštljiv spomin vtisnil slovenskim vojakom, ki so se borili pod njegovim poveljstvom, tako da veliko pesmi iz zakladnice ljudskih pesmi govori o Radeckem, o izdaj na Laško pojdemo, Bog ve, če kdaj se vrnemo, Radecki pa na koncu sedi pa oster meč v rokah drži in kar nekaj teh pesmi. Druga stvar, Radecki se je leta 1797 poročil z grofico Frančiško Romano von Strasoldo-Grafenberg iz Furlanije, ki je bila po pomateri iz rodbine grofov Auerspergov stojaka in v tem zakonu se mu je rodilo 8 otrok. Prek tašče je prišel tudi do lastništva gradu Neuhaus v Tržiču in tam v letih 1809 do 1817 tudi občasno živel, bil tržiški graščak takrat in po požaru leta 1818 je zgradil tudi nov dvorec, ki še danes stoji. V letu 1852 je pa od cesarja dobil v dosmrtno uporabo grad Podturen oziroma Tivolski grad v Ljubljani, kjer naj bi se ostareli feldmaršal po upokojitvi nastanil. Do tega sicer ni prišlo, ampak bil je lastnik tega gradu, upravitelj, ga prenovil, uredil park, ga odprl takrat za Ljubljančane, tako da je pustil sled. V Ljubljani je postal tudi častni meščan in tu so mu postavili kar 2 spomenika. Že kmalu po smrti so mu postavili spomenik z doprsnim kipom na današnjem Kongresnem trgu in ga z veliko slovesnostjo odkrili na njegov god 19. marca 1860. 20 let pozneje pa so postavili še spomenik pred Tivolskim gradom. Oba spomenika so po prvi svetovni vojni odstranili, medtem ko so spomenik pred Tivolskim gradom leta 2021 postavili nazaj. Tako, zdaj pa čakamo nazaj k Čehovinu. Čehovin je po bitki pri Novari, zmagi pri Livornu, postal zelo slaven. Ne vemo za vse kraje, ki je še služboval. Leta 1851 ga najdemo v Firencah, v drugem topniškem polku. Leta 1855 je bil pa v Mantovi. Mogoče še to, ženitnih ponudb mu seveda ni manjkalo.
kot piše njegovi sodobniki, bil prepričan, da ne more biti hkrati predan vojak in obenem dober mož, skrben družinski oče, torej eno ali drugo, ostal je samski, ni osnoval družine, bil je pa vse skozi navezan na svoje domače, v Dolancih, na Rokčeve. Tam mu je mama umrla leta 1848, oče ga je pa preživel za 2 leti in umrl 1857. Torej, leta 1855 je stotnik baron Andrej Čehovin služboval v Mantovi in je tam resno zbolel. Ne vemo, za kakšno bolezen je šlo. Blajbajsove novice sicer piše, da je zbolel za kolero, kar je povsem možno, ker je epidemija kolera tisto leto močno prizadela avstrijsko vojsko v Italiji. Sploh pa je Mantova slovela kot mesto z nezdravim podnebjem. Domnevamo torej lahko, da je Čehovin samo kolero prebolel, a da ni mogel okrevati in je zato odšel, bil poslan v zdraviliško mesto Baden pri Dunaju, kjer pa se njegovo zdravstveno stanje ni izboljšalo, ampak vztrajno slabšalo. Cesar Franc Jožef naj bi sam poslal v Baden svojega osebnega zdravnika, da bi mu ozdravil Čehovina, pa ni šlo. Žal ni bilo pomoči in Andrej Čehovin je 10. septembra 1855 proti večeru umrl v starosti 45 let. To je zapis iz novic, takrat, ko poročajo prvi na Slovenskem o Čehovinovi smrti. 2 dni kasneje so ga z najvišjimi častmi ob prisotnosti nadvojvode Viljama Franca Karla, barona Hesa, takratnega glavnega poveljnika cesarske armade, več drugih generalov, visokih častnikov, pokopali na badenskem pokopališču. Vedno ni dosti Slovencev, naših rojakov, ki bi doživeli pogreb s takimi častmi. Pokopan je bil na starem badenskem pokopališču in po opustitvi tega starega pokopališča je na novem pokopališču leta 1886 cesarsko kraljevo vojno ministrstvo postavilo ta spomenik. Gre za fotografijo spomenika iz takratnega obdobja in bodite prosim pozorni na to kamenje, s katerim je obložen spomenik. To kamenje ni iz Badna. Nekdo je bil ozaveščen, da gre za Krašovca, da gre za človeka s Krasa, in je pomislil, da takrat, v drugi polovici 19. stoletja, ta njegov spomenik obdal s kraškim kamnom. Spomenik je bil potem zapuščen, zaraščen in, kot je bilo že rečeno, smo ga skupaj s podjetjem Guardiaris leta 2022, to je park in podjetje Guardiaris, očistili in obnovili in to je današnje stanje. Smrtjo spomin na tega imenitnega vojaka, častnika, ni ugasnil pri njegovih rojakih, sodobnikih, v širši skupnosti. Še desetletja se je ohranil s pripovedovanjem njegovih soborcev, drugih veteranov vojne v Italiji, in je ta spomin živel skupaj s pripovedmi o Radetskem, o bitki pri Kustoci, Novari, se je ohranil tudi spomin na Čehovina. Leta 1895, to je 40 let po njegovi smrti, je šel prvi življenjepis, ki ga je v nemščini takrat napisal učitelj Janko Leban. Ta knjiga je nagovorila Antona Jakobija, ki je bil pa učitelj v meščanski šoli in pa stotnik, cesarsko-kraljevi domobranski stotnik doma v Gorici, ki je bil pa tudi predsednik vojaško-veteranskega društva za Goriško in Gradiščansko. In to društvo si je zadalo za cilj, da bo leta 1898 ob 50-letnici vladanja cesarja Franca Jožefa Čehovinu postavilo dostojen spomenik. Tisto leto, 1898, je šel tudi prvi življenjepis v slovenščini in pisec Janko Leban je tudi v koledarju Mohorjeve družbe za tisto leto izdal njegov povzetek njegovega življenjepisa. Mohorjev koledar je pač velikansko naklado, zajel cel naš nacionalni prostor in je to spoznanje, vedenje o Čehovinu res prišlo v vsako slovensko vas.
Goriško-gradiščansko veteransko druženje je sprožilo veliko nabiralno akcijo, ki je imela izjemen odziv. Nabrali so več kot 3000 goldinarjev in povedati treba, da je sam cesar prispeval takrat največji dar, to je 400 goldinarjev in začel je nastajati spomenik. Načrt za spomenik je naredil arhitekt Max Fabiani, ki je bil doma sosed, iz Kobdilja. Izdelavo so pa zaupali Antonu in Blažu in Antonu Bitežniku. Oče Blaž je bil kamnosek, sin Anton je bil pa v Milanu šolan kipar. In tako je nastal ta spomenik, ki so ga 14. avgusta 1898 z veliko slovesnostjo odkrili in blagoslovili. Slovesnosti se udeležila res velika množica ljudi iz bližnjih, daljnih krajev, častnikov, vojnih veteranov, drugih dostojanstvenikov. To je ena ganljiva fotografija, ki hrani družina Čehovin, tukaj je eden od njegovih soborcev, ki se s klobukom pozdravlja tega svojega mogoče nekdanjega častnika. Mogočen spomenik je oblikovan v skladu s takrat veljavno shemo upodabljanja vojskovodij, to je 3-krat stopnjevan kamnit podstavek, na vrhu pa celopostavni kip stotnika Čehovina iz belega kararskega marmorja v naravni velikosti. Gre za največji figuralni spomenik na Primorskem in tudi najboljše delo tega kiparja Antona Bitežnika. Spomenik ima vklesan napis najhrabrejšemu med hrabrimi v vojski Radeckega 1848-1849 in tukaj smo pobrali ime za razstavo in za knjigo, najhrabrejšemu med hrabrimi. Vklesana so tudi imena in datumi teh velikih bitk, kjer si je Čehovin priboril neminljivo slavo, to je Montanara, Soma Campagna, Mortara Novara in pa Livorno. Imeniten, to je skoraj 5 metrov visok spomenik, je bil ponos tako Čehovinovi rodbini kot domačinom, a se je z njim zapletlo po prvi svetovni vojni. Spomenik junaku cesarske armade na italijanskih bojiščih je bil silno moteč za fašiste in ko so ga sredi 20. let že premazali, so domačini spoznali, da obstaja velika nevarnost, da ga podrejo, razbijejo, uničijo in v izogib temu so ga domačini sami razstavili in zakopali ter tako rešili. Spomina na stotnika Čehovina tudi po drugi svetovni vojni razmere niso bile naklonjene, komunistične oblasti niso seveda z naklonjenostjo gledali na dediščino Habsburške monarhije, tako da je šele leta 1987, v dobi narodnega preporoda, prvih znakov demokratizacije, so domačini spomenik izkopali in ga pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice postavili nazaj na svoje prvotno mesto. Spomenik je tako postal središče ohranjanja spomina. Velikega pomena za ohranjanje spomina je tudi poimenovanje vojašnice Slovenske vojske v Postojni leta 2006 po baronu Andreju Čehovinu. Kot je bilo rečeno, 10. septembra 2025 ob 170-letnici smrti je park organiziral slovesnost s polaganjem vencev pred njegovim spomenikom in v imenu Ministrstva za obrambo je takrat položil venec državni sekretar, magister Marko Lovše, ki je isti dan tudi kasneje odprl to razstavo tukaj pri nas. Tukaj vidite fotografijo s sorodstvom, avtorjema in zdajšnjim poveljnikom poveljstva sil. Avstrijski zgodovinar Hirtenfeld je o Andreju Čehovinu napisal, da je eden najpogumnejših in najbolj nepozabnih bojevnikov, prvi in edini, čigar prsi so krasile 3 najvišja vojaška priznanja za hrabrost, kot je bilo rečeno, red Marije Terezije, zlata in srebrna medalja za hrabrost prve stopnje. Dejansko ni noben drug častnik avstrijske in kasneje avstro-ogrske armade dobil vseh 3 najvišjih odlikovanj za pogum. Čehovinu pa je z nizom junaških dejanj to uspelo, edinemu v 129 letih od ustanovitve medalje za hrabrost do konca prve svetovne vojne. Posebnost njegovega vzpona v vojaški karieri je tudi v tem,
da je vsa te odlikovanja prislužil manj kot v letu dni, bil v tem času tudi izredno povišan v častnika, ter si pridobil podlago za povzdih v baronski stan. Brez dvoma je stopal s svojim izjemnim pogumom in sposobnostjo in vojaškim znanjem, da so ga nadrejeni opazili in njegove odlike tudi ustrezno nagradili. Čehovin je, kot je bilo rečeno, postal plemič že s pridobitvijo vojaškega reda Marije Terezije, s povišanjem v baronski stan postane del član višjega plemstva. To je bil res nepredstavljiv skok za fanta, rojenega v skromnem, nekoliko odmaknjenem kmečkem okolju. So pa njegovi sodobniki, kronisti, življenjepisci v svojih zapisih enotni, da je Andrej Čehovin kljub stotniškemu činu in plemiškemu stanu ostal preprost in skromen, navezan na dom, domače, zaveden Slovenec, ki ni nikoli zatajil svojih korenin, svojih rojakov. Žal se je ta po koncu Prve svetovne vojne spomin na slavnega rojaka umaknil v pozabo, nekaj prispeval čas, neki politične razmere, zaradi katerih je bil tako njegov spomin kot spomenik zakopan vse do konca 80-ih let. S to razstavo, s knjigo smo skušali po najboljših močeh oživiti njegov spomin in veseli smo, da ste s to udeležbo na nocojšnjem večeru del tega. Hvala lepa vsem. Skoraj bi pozabil še nekaj zahval. Najprej hvala dr. Pavlu Carju za plodovito soavtorstvo, res mi je bilo veselje, Pavle, delati s tabo. In hvala strokovnima sodelavcama, Niki Česnik in Petru Požarju za vso pomoč in uredniško podporo. Hvala Loreni Aksetič za skrben jezikovni pregled, ter Tinetu Veroviču za angleški prevod. Lepa hvala državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo, magistru Marku Lovše, za spremno besedo. Hvala vsem, ki ste soprispevali fotografije, posebej bi se zahvalil družini Čehovin, ki jo predstavlja gospod Igor, ki nam je odprla to skrinjo družinskega spomina in posodila tako odlikovanja, baronsko diplomo za razstavo in pa fotografije za knjigo. Hvala Goriškemu muzeju, Zavodu za varstvo kulturne dediščine za posojene fotografije. Lepa hvala in čestitke oblikovalcema Barbari Sirk in Žigu Okoren za zasnovo in oblikovanje knjige. Hvala gospodu Vidi Sorta iz hiše posebne sorte, enemu od glavnih akterjev takrat ponovne postavitve spomenika leta 1987, ker v najožjem okolju skrbi, da ta spomin na barona Čehovina ne utone v pozabo. Hvala vsem, ki ste izid te knjige podprli, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za obrambo, podjetjem Valhalla, Guardiaris, Dvig, Termoplasti, Balauto in Spektra. Kot je bilo rečeno, smo skupaj obrisali prah s spomina na barona Andreja Čehovina, enega najslavnejših mož, kar jih je rodila slovenska mati. Hvala. Najlepša hvala avtorjema za izčrpno predstavitev knjige in seveda čestitke obema ob njenem izidu. Prisrčna hvala tudi pevski skupini Kulturnega društva Karla Štreklja za prijeten kulturni program. Pevke nas bodo čisto pred koncem še enkrat razveselile s pesmima Vsi so prihajali in Smo Slovenke. Dovolite mi par besed o nas. Mi smo, kot ste že slišali, pevska skupina Kulturnega društva Karla Štreklja. V okviru društva deluje tudi folklorna skupina in pa instrumentalna. In lahko se pohvalimo, da bomo drugo leto praznovali 40 let neprekinjenega delovanja našega društva. Mi pojemo zelo rade, običajno oziroma vedno priredbe slovenskih ljudskih pesmi. In med drugim smo se pred leti podali tudi na teren in pri starih ljudskih pevcih posneli
njihove pesmi, to, kar so nam zapeli, to so v glavnem bile neznane oziroma manj znane pesmi in jih tudi zapisali v melodiji in besedilu v naši zbirki tam v starodavnih časih. Ena od teh bo potem tudi ta Neslovenke, ki smo jo že slišali naslov. To je zapela ljudska pevka Radica Sorta, moja tašča, in je ena redkih pesmi, ki so jih pele žene in dekleta po vojni na mitingih in na proslavah. Običajno so moški zapeli, ne, tu so pa prav za pesem za ženske. Zdaj pa najprej vsi so prihajali.